Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je uspešno zaključila projekt Priročna videoslovnica slovenskega znakovnega jezika, ki sta ga sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je bil namenjen dvigu sporazumevalne zmožnosti ranljive skupine uporabnikov znakovnega jezika in osnovanju slovnice tega jezika v pisni in video obliki. 40 videoposnetkov, dostopnih na spletni strani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, omogoča gluhim, da se učijo slovenskega znakovnega jezika in sicer na način, ki je zanje primeren, to je v obliki videoposnetkov. Izšla pa je tudi knjižna različica. V njej najdete poleg 40 jezikovnih tem tudi 400 primerov jezikovne rabe znakovnega jezika, več kot 200 shematskih prikazov kreten in stavkov ter 120 razloženih terminov. Čeprav je za govorne jezike običajno, da so slovnice napisane v domačem jeziku, je to na področju znakovnih jezikov velika novost. Jaz ne pridem nikamor, da bi vas učil slovenskega znakovnega jezika. Ne. Jaz pridem zato, da vam dam orodje, kako ga raziskovati, da vam pojasnim, zakaj ga uporabljate tako, kot ga uporabljate. In tudi ta slovnica ta priročna slovnica slovenskega znakovnega jezika ni predpis, zdaj, kako moramo kretati, ampak je nek poskus razlage tega, kako kretati. Za posamezne kretnje je čudovito, da so različne. To bogati jezik. Struktura, kako pa stavke organiziramo, kako sestavljamo kretnje skupaj, to pa delamo vsi enako in zato se razumemo. Ta material tudi ne obsega celotnega jezikovnega znanja. Mi smo obdelali najbolj splošne teme, najbolj zanimive teme, vsekakor pa jih je treba obdelati bolj poglobljeno, bolj temeljito in seveda tudi jezik se spreminja, tako da vprašanje, če bojo to še relevantni materiali čez 100 let. Slovenski znakovni jezik je jezik, o tem ni nobenega dvoma in tudi naše ministrstvo podpira vse projekte z tega področja. Vi veste, da je to jezik, ki je vpisan v registr nesnovne kulturne dediščine in zato je tudi to posebnega pomena za nas. Če razmišljamo širše, tudi slovenski jezik je v primerjavi z drugimi svetovnimi jeziki zelo minoren in če ne bomo mi skrbeli za naš jezik, se lahko zgodi, da v kratkem izgine slovenščina, ne samo tak jezik. Zato tudi v tej luči Ministrstvo za kulturo gleda in podpira projekte z področja slovenskega znakovnega jezika. To je jezik in z slovnico ga dokazujemo, da je. Vse te aktivnosti vodijo v naš glavni cilj in to je z vpisom znakovnega jezika v ustavo, kjer se znakovni jezik zaščiti tudi kot ustavna pravica in tudi kot jezik manjšine skupnosti gluhih v Republiki Sloveniji. Glavni cilj vseh teh sprememb slovnice in vpisa v ustavo pa je neka osnovna človekova pravica gluhih otrok. In sicer, da se gluhi otroci učijo v svojem jeziku, to je znakovnem jeziku, bodisi s tolmačem ali če učitelj zna znakovni jezik, in pa da se gluhi otroci učijo o svojem jeziku. Torej, neverjetno se nam zdi, da gluhi otroci še danes nimajo niti predmeta slovenski znakovni jezik. Priročnik videoslovnice lahko prejmete brezplačno, naročite ga pri reprezentativni invalidski organizaciji za osebe z okvaro sluha.